Drage dame, spoštovani gospodje, dobrodošli na koncertu Moč glasbe nas združuje. Vaša gostitelja sta Teta Tončka in Miro V. Kodrič. Lepo zdrav, dober večer in dobrodošli ponovno v Benediktu, lahko bi rekli glasba za dušo in srce ob materinskem dnevu. Jaz bi te samo prosila, da ne hopsaš, tako mi že slabo, kot je bilo na barki. Ampak imamo novo lušno sceno. Ja, samo res, lušno pa je. Se veš, moč glasbe nas združuje. Se ti proti sceni nimam čisto nič, je fest lepa, samo ta uvodna špica, to pa je tako, preveč je moderno. Uvodna špica? Ja, za tako staro babo, ko sem jaz za to nekaj tak trala, lahko hopsa, sad zastopiš. To je moderno, tako dinamično, prideva gor v velikem stilu. Veš, kaj je dinamično? Ko si star, da se lepo sprazniš. To je dinamika. To pa neki trala, lahko hopsa, sad da ne veš, kjer je plačal. Ja, to ti tako praviš, ampak ta špica meni povšeči. Ne, jaz sem dala novo špico, ta. Res? Jaz sem sama kak se reče, zmiksala. Ja. Ti raj miksaš o kakšnem loncu, po mojem, ko pa kakšno muziko delaš. Ne, gospodu sem dala 20 evrov, pa je rekel, da je dobro. Gospodu? Kateremu gospodu? Ja, onemu, ko miksa. Moram vse podmazati v toti Sloveniji, se drač nikom nik ne priješ. Da te kdo ne prijavi kakšnemu Klemenčiču? Bogi Klemenčič, se pa vidiš, on je bolj koruptiven kot vsi drugi. Ja. Tako da jaz bi zdaj predlagala, da mojo poslušamo, ne? Boš mogoče ti, bo publika ocenila, kjera je boljša, ne? Prav, ja. Da se strinjam. Ker to ta tvoja je res tako, da bi si, se veš kaj, prav. To je to? Ja, moja, ni lepa. Drage dame, spoštovani gospodje, Tak bi vidva mogla priti gor, lepo. Suči, Miško. dobrodošli na koncertu Evo, Moč suči. glasbe nas združuje. Hop. Ni to, Vaša gostitelja sta Teta Tončka in Miro V. Kodrič. Vidiš, kak lepa špica, ne? Ja, moram reči, da je res zanimiva špica. Pridi za menoj, čakaj, ti bom pomagal, pridi dol z odra. Kaj se bo vse dogajalo nocoj? Si zapomnila takole? Sledored. Sledored? To je sladoled. Ne, malo sem pogledala, strašno lep večer bo, ne? Definitivno. Veliko glasbe Imamo imamo, lušno ne? publiko, ne? Zato je že Strašno lep lepo, večer. ja. Pa fajn zgledajo, ne? Vidim, nih parim bi Janša rekel, no, vidim, da imamo istega frizerja. To je... O, pogled tam gospod Ludvik Kramberger, pogledajte. Ja, to ti ima dva fleša nareta. Prva slika se od drugega odbije. Po 2 letih nam je prinesel zgoščenko fotografij vseh nastopov tukaj, kar smo imela. Tako je, vse je zbral gor, ne? Vse. Sicer ne vem, Samo ti, kak se to predvaja? Ker jaz imam na kasete radio doma. Se to ni muzika, fotke. A ni? Fotografije. Ej, Gospod pardon. Ludvik, kaj je slika? Prid malo bolj sem. Hvala, da si mi tak spekel, da ne mre vijati. Sem bolj pridi, da bojo nastavili lahko namreč. Ja. V spredno ne bova midva, ne? Ja. Midva bova takole v zadju. Če smo ozadju. pa spredi, ja. Zdaj sva v spredju. Kaj ti pride veliko nastopajočih? Ja, to sem videla. Potem ob koncu bo en takšen mini koncert. Ja. Sem rekla tudi Kanglerju, če bo prišel. In? Zdaj moram spet diplomo pisati. Da ne bo. Ti si že, ne, takole bom rekel, Emšo te malo muči, ne? Pa vendar, Jaz kako se... imam tak emšo, kot vsi Slovenci, 13 številk. Pomembne so cifre. Ampak, recimo, kako se ti spomniš tam 70-ih, recimo? To so tam tvoja leta, pa ne po starosti. Spomnim se, kaj sem včeraj jela. Kaj je bilo 70. leta, mi pa ni jasno. Se spomniš, kakšne uspešnice mora biti tedaj? Ja, se spomnim. Sosed je hiša zgorela. To je uspešnica. Ja, veš, da je bilo fajn. Tako je imela novo gradnjo. Vsi so hodili gledat, hvala Bogu, da se je vžgalo. Jaz ti bom malce pomagal.
Tamle, Ivoto sem nastavil en CD, na tem CD-ju pa ena posebna himna, ki nas bo popeljala tam v leto 1972. Poslušaj to himno. Se spomniš te himne, te melodije? Ne, spomnim se pa, se ne vem, če je bilo to, ampak spomnim se Peterleta, ko je bral o. Leta 1972. Ne, Peterle je kasneje bral. Leta 1972 so bile olimpijske igre v Münchnu. A v Münchnu? Münchnu. In to je originalna himna tistih olimpijskih iger leta 1972. A veš, kdo bi lahko izmed nastopajočih tam na olimpijskih igrah nastopal? Nastopal? Tako, pa ne kot glasbenik, ampak kot športnik. Ja, lahko bi France Bučar, skok višino. Po starosti mogoče, ampak nekdo, ki ga čaka tudi... Danilo Türk. Lahko povem? Ja, lahko. Nekdo, ki ga čaka operacijo kolena, je pa tudi, lahko rečemo, sedaj še odličen športnik. Kolesari, kaj še, teče. Pa od leta 72, če to dela. Te ni čudo, da ga koleno matra. Greva dol, se bodo ugotovili. Greva gor, se bodo ugotovili, kdo pride. Zakaj te mene ne poveš? Pa ne povem ti, to ti... Zakaj me zmrzaj bavleš? Pa ne bom, pa se ti bom povedal tu v zadju. Dobro je. Se pa bojo slišali. Ne me, zdaj je razjebavaš. Povej mi koliko. Ne smem. Evo naš maestro. Evo je, ja. Čekaj malo. A što će ovo meni nego botilju vina doneti? Kad sam ja čula da tebe boli koljeno, ja sam ti napravila lijek. Boca bijelog vina, ha? Je. Kao dobra majka. Baš hvala ti puno, evo, nedavno sam imao operaciju u Lovranu, meniskus. A meniskus? Je. A dobro, kad je novi onda je dobro. Kad bi bio stari... Bolje noga nego glava. Dobro, tak je. Kad ide glava, onda ide sve k vragu. Ja ti kažem, evo, od mog srca do tvog grla. Hvala lipa. Evo, meni je čast, dobite lipo slovensko vino. Tak je. Mladen Grdović je bil tole, ki bo še z nami, ne se bat, bo še z nami, ker je pa tenta Tončka bila na odru, sem se eno drugo Tončko takole iz publike ven povlekel. Dober večer. Dober večer. Dober večer, gospa Tončka. Dobra zamenjava ste, moram reči, ne? Vi pa ste? Marjetka. Marjetka in Tončka. Tončka, ne vi. Teta Tončka, pridi bliže. Stopi na takoj vmes. Eno glasbeno uganko se bomo šli. Kako poznate slovensko glasbo? Zelo časi dobro, časi pa tudi nekako. Kako pride, ne? Saj te stare hite poznate, kaj pa vi? Bolj tak. Bolj tak. Zadeva je sila preprosta. Skupaj smo takole zmiksali 3 prepoznavne slovenske melodije. Na vas pa je, da prepoznate bodi si izvajalca, bodi si pesem, najbolje pa, da vse. Tukaj imam kartone, en karton za vas, en karton za vas. Tukaj v vojnici je odgovor, še pisalo. Evo, sem da ne boste predolgo premišljevali, kar ko odgovor, ne? Imate takole kar hitro zapisati. Publika lahko pomaga, čaka čudovita nagrada. Smo pripravljeni tamle? Smo? Ajmo spustiti ta posnetek, ta miks. Pozorno poslušajte. Mlada si, kot je mlada jutranja rosa. Krhka si, kot metulja belega krila. Mama mia, sveta Marija, Jolarijo, veseli smo.
To je bil torej miks treh skladbic, treh nastopajočih, ki jih bomo videli tudi nocoj. Publika lahko malce pomaga. Ne damo več veliko, teta Tončka, koliko časa damo? 10 sekund? Ja, Pošlo? tam 30 sekund, Pošlo? ker se je nekdo prdno. Ne, pošlo. Tončki še pomagajo. Tukaj v vojnici je odgovor. Evo, ste? Tončka, hitro. Nagrada čaka. Kaj ste vi zapisali? Tončka, zdaj je dovolj, konec. Konec. Kaj ste napisali? Prva je bila obvezna smer, drugo imam samo pesem Bela roža, tretjo pa imam izvajalec Malibu. Pokažite še tjale proti kameri, tam neko lučka sveti. Vi ste Da bi zapisali? zmagali. Jaz to sploh... Da ne bo To vem, da korupcije. tretja Malibu, ne? Ja? To pa obvezna smer, druga. Dobro, en aplauz za obe gospe. Pokažite, da Tončka odgovor, jaz pripravim nagrade. Ti, zakaj niso prepisovali ena od druge? To je zdaj disciplina slovenska. Tako, pa ker sta bile obe dve odlični, evo nagrada za vas, iskrene čestitke in za vas, obe nagradi sta iste. Tukaj pa sedaj skupina, ki smo nekako slišali v venčko, v mikso tehle skladbic. Čas je za, da malce potuje tudi naše srce. Ti, veš kaj? Zdaj sem tu malo plesala, sem se malo zmatrala. Je vroče, ne? Ne samo vroče, teče mi po riti. Jaz sem se zdaj pripravil. Si se pripravil? Ja. Ti, jaz sem... Škoda za vas, da niste pripravljeni. Jaz sem ti htela povedati, da si me prekinil. Žižek je prišel. Vzadi je Žižek. Vsega, kaj te delate tu? Veste, to že ni na mesto vprašanje, kaj jaz delam tukaj, veste. Moram reči, da imam nahod. Sem rekla, Žižek, to sem že videla, ko ste noter prišel. Ne, veste, to imam jaz posledico, ker sem bil na eni ladji. In potem se prišel na kopno, so imeli vsi prebavne motnje, jaz sem imel pa tudi še drugi kanal poškodovan. In se je potem to preneslo. Rekla, ja, kaj te zmarelo noriš? Varnost je varnost, ne? Zaradi Žižka, Ja. da te mama vidi. Se upravičujem, žal, se mi zdi, da so brisačke pod sedeži, ne? Ja, malo si ti pod sedeži. Mimo grede, pa kak si to na oder prišel? Tak, nekam ti je premali, ne? Malo si se najel preveč, ne? Ti, Če ni honorarja, se vsaj dobro najemo. ja, samo jaz sem toliko pametna, da si večji firtok kupim. Ja, no, tako pač povem, kak zdaj vidim, ne. To ima za Žižka. Ja. Kaj si se tak norca delal? Ti, veš kaj, moram pa to povedati, ker to ljudje še ne vejo. To veš, da je bil Janez Janša na finalu svetovnega, ko je Mazejeva smučala, ne? Ne. Ja, pa tak ti je bilo, ne, tam je bil, pa ste se srečala, pa je rekla Mazejeva Janšo pogleda, pa reče, vi, gospod predsednik, vi mogli tudi škijati, ne? Pa gleda on začudeno, ne, no, zdaj ne vem, zakaj to. Je rekla Mazejeva, gospod Janša, vi nikoli ne odstopite, vi tudi bil prvi. Teda, ne, on ima predispozicijo, še Mazejeva ga odkrila talent. Dobro, a veš, kaj se dalje prihaja? Malca. A ja, zdaj Najprej moram za delo, publiko. pol pa Ja, jelo, ne, kako že. Ja, nastop pride glasbeni. Ti imaš tam kekse od zadaj, pa to, kar ne se Ti spovedali. tiste kekse, jaz sem kuhano jela. Upam, da ste se posladkali, ne? Groza. Ti si se veliko vozila, sem slišal od Murske Ja. do Kopra z vlakom, ne? Dosti sem se vozila. Kaj se je kaj dogajalo, recimo, na vlaku, kaj takega, kaj se spomniš? Ja, včasih je bilo to čisto drugače, kak je zdaj. Včasih smo bili tak notri vagoni, te pa ena je pohano naredila, ena je naredila kakšne rezance, te smo si pa malo talale, pa liter vina, pa je kuj pot hitro vinila do Portoroža, ne? Ti si, A do Kopra, ali do kod je šel cuk, do ti si Kopra, taka ne? do Kopra, ne do Portoroža. Ja, ker tam si bila tak nalita, da nisem vedela, kaj je kiro. Se mi zdi za zdaj že to, Kaki ne? fajni cajti so bili to. Ti si taka pristna Štajerka, ne, tam Ja. spod Donačke doma. Ja, Ne? to je štajerski Triglavči, še ne veš. To je res, ja. Ja. In mi Si imamo... bil da je gor? Še ne, na Te pa Triglavo tiho pa. vodi. Sem pa bil na Triglavo. Na Triglava si bil? Ja.
Jaz pa še ne, ker sem videla ene, kak mali gor hodi. Jaz sem rekla, ni hodič, to pa ne. Torej, Štajerci in Primorci, to je dobra navezava, ne? Kaj praviš ti o tem? No, jaz pravim, da oboji imamo eno težavo, to je tisto, kar je vmes. Nocoj je ena lušna noč. Tako je. In nocoj smo že videli eno tako humano zadevo, en humani prispevek. Mali bo so bili tole. In humano je tudi tole, da jih zbiramo. Mi dva jih imamo takole za vzorec zamaške. Zbiramo zamaške in Marjan iz skupine Malibu, glede ga, tak živahen na odru. Torej, te zamaške... Tudi kje druge, živahen. To ti veš, jaz ne vem. Tak sem Skratka, čula. te zamaške se zbirajo v dobrodelne namene. Veliko se jih je zbralo tekom vseh teh naših prireditev. Koliko? Ne boste verjeli, ampak poln tovornjak. Zamaško? Poln tovornjak zamaškov. No, smo pa pridni, res. Tako da, kot pred kakšno steklenico, kjerkoli je takšen plastični zamašek, pomislite, kaj boste z njim naredili. Bolje ga dati na stran, ga prihraniti in potem takole eno kupico dati na še veliko večjo kupico, ne? Ja, in pa če vsak to naredi, bomo veliko naredili v kup. Točno tako in to velja vsekakor vašega aplauza, ki se ga lahko na nek način date sami sebi, ker ste pomagali in še pomagate zbirati res takšno majhno stvar, ki lahko veliko pomeni. Ne bom te več spraševal, kako se ti spominjaš časov nazaj, ne? Ker ti pa spomin... Kaj jaz pa spomin? Jaz imam dober spomin, samo če se plača. Dobro. Nimaš Marjov, ne? Nimam. Gotova igra. Hitro napovej. Dobro. Ne bom napovedal. Ja, kdo pa je prije zdaj? Ti to so veš. v temi, če ne vidi, take očale, pa tudi reflektore mi Obriši si svetijo. malce očala. Taka sem kot kura v onem kontejneri. Kdo pripeva pesem Tista bela roža? Posluha pa nimaš. Ja, to vem, zato pa so tukaj. Sredin 60 let. Teta Tončka, kdaj je tebi kdo na zadnje poklonil kakšen cvet? No, ko je soseda imela pogreb, sem dobila neke. Evo, Je bilo neke. eno belo rožo. Jezušek. Zate, samo zate. Kaj si te tak vedel, da jaz še belo rabim? Ja. Ja. Poglej, že te, ko je rekel, si nedužna. Že je žmikal, ko žoba solate. Gospod, boljš da ne. Boljš da ne. Ja, kaj da ne? Ja. Kaj pa, kjer bi se pa brano take? 20 let ne rabim jesti. No, vsaj za prijet pa je kaj, to pa je. Ja. Dobro, šalno na stran, ponovno se bomo nekako preselili v Dalmacijo, tak von po Dalmaciji bo ponovno... Girice. Ne, glasba iz Dalmacije. Ja, muzika. Jaz sem tako, da ko čujem Dalmacijo, kuj ribe mi grejo. O, Tako bi fajn, pa kako sem se zdraven, peče. ja. Ja, pa malo tako veter puha, ne tu tako sali, da te celega do kosti prezebe. To pa res nekje v Dalmaciji, na kakšnem otoku, recimo, ne, lepo ležavati Ja, in lepo je na poslušati tako otoku. prijetno glasbo dalmatinsko, ne. Vojvodičevo je ta na otok priti. Kad je s tisto ladjico pelejo, tak me je nakucalo. Tebe vsaj nekaj gor drži. Ja, se če bi jaz vodo pala, bi voda ven skočila. Če Dobro. bi pa ti vodo pal, pa bi ribe ven skočile. Potem si bi jih ti lahko takole na žarju pripravila, ne? Ja. Ja, Ti veš, zakaj Nekaj- ni morskih pesov v Jadranske morje? zakaj? Ker je vsako leto ti na morje. Prej si mi takole dejala, da si samo zaradi tega južne od Kolpe hodila, da si njega na odru videla. Jezus, jaz imam strašno rada. Lepo ime ima toti. Kakšno? Gianni. Gianni. Tak je še, tako Gianni. lepo dela, tako rečeš, Gianni, tako morje dela. No, in kdo je to? Ja, Gianni, Je igralec, glasbenik, operni pevec. pa vse zna, zastopiš. Gianni Stipaničev. Čisto vse. Samo idi pa povej, kak si bil na talentih dober. Jaz sem navijala za tebe. Več sem mislila, da je ova baba. Bije. Kaj čuješ? Kaj? Koja baba?
Jaz tebe gledam, non stop. A imate kroksice? Ja, Gianni, da Je to od krokodila ili od Kroacija? Ne, Croatia Airlines. Mudrinići. Tak, ja. Dobro. Svega pomalo. Svega pomalo, Tako. ja. Dobro, dečka, vidva, pjevajta, jaz bom vaju gledala, dobro? Dogovoreno. To je zdaj bilo to. Amigos, ki so nekako se proslavili tam v 90-ih Ja. in pazi, Veš, zakaj so Frančeki zdaj tako potuhjeni, da ne upajo javno nič? Dobro. Zaradi Kanglera. Vsi se dol držijo, da ne bi kjer granitne kocke vrgo. Dobro, Ja. lahko zdaj nadaljujem. Ja, lahko. Torej, amigosi, ki so nekako svojo slavo dosegli tam v 90-ih, tudi med drugim z nastopom na oddaji Poglej in zadeni, in to pesem, ki so tam zapeli, jo bomo slišali nocoj, a v nadaljevanju. Sicer pa bomo sedaj takole iz štajerskega konca se malce preselili, če se ne motim, na Dolenjsko. Na Dolenjsko, veš, kaj bi Janša rekel? Izvoli. No, določeni so se zmeraj selili. In zmeraj so se selili v prave vrste. Jaz sem bil vedno prisoten v eni vrsti, zato imam največ. Tako da ni bistveno selitev, bistvena je tista akumulacija. Glede na to, kako me gledate, mislim, da vi ne boste napredovali, to je dejstvo. Zato sem pa tukaj nocoj s teboj, sej, lepo nama je v tej prijetni družbi. Lahko pa še v navezavi tega nastopa poveva eno presenečenje, za katerega niti fantje na odru ne vedo, tako da... Ne. Kaj zdaj boš povedal, ali kaj? Ne smem, če je presenečenje, ne? Zdaj... Presenečenje za smem. fante. Ja, od odzadaj bo nekdo prišel. Bog pomagaj, fantje. Ja. Jaz mislim, dragi brat, veste, v Vatikanu marsikdo mene kdaj preseneti od zadaj. Se res hitro ste ga. Marsikdo pride in veste, jaz sem vrnil bratu Frančišku in sem ga tudi od zadaj presenetil. Se je videlo na televiziji takrat, ko so ga razglasili. In hitro ste ga razglasili, zakaj? Ja, veste, zakaj? Jaz sem rekel, brat Bartolijo, ne, sem rekel, zakaj se za vraga braniš? Je rekel, vraga se pa že ne bom branil. In potem je tako hitro prišlo, vidite. In še pred meseci so rekli, Franci, vi ste očka, a vidite zdaj, dragi brat Miro, zdaj pa reče, Franci, skoraj ste bil papež. Miro Ungar je bil tole in Alex, pesem, ki je stara skoraj da 50 let, bi lahko dejali, pesem, gotovo en najlepši. A ti me voliš? Rad te gotovo imam. Sicer pa Miro Ungar prepeva v angleškem, seveda hrvaškem, nemškem, francoskem in gotovo še v katerem jeziku. Miro Ungar, ki je tamle v začetku 70-ih nastopal čilo na festivalu, 27 držav jih je bilo tamle in Miro Ungar je zmagal. Ja, res? Ja, Ja, te pa en aplavz še. Skratka, 60 let glasbene poti za Mirom Ungarjem. Ti, Miro, Ja, zdaj ti bom, en vic ti bom povedala, sam bi prosila, da ti Jankoviča špilaš. špilam. Samo šuti. Ja, dobro. Imam pa ti, Stoj, ne, tak sta bila, veš, Jankovič pa Janša sta šla veleposlaniki na večerjo ameriškemu, ne? To je bilo zdaj, v začetku leta, ko je tisto korupcijsko bom prišlo, ne? Te pa greta na večerjo, tam se, da bi se posedla za mizo, vidi Jankovič tam na lepe zlate pogrinke, one talere zlate, ne? Evo gre Jankovič mimo, tako ti, ne, in smakne enega podreklic, ne? Janša vzadi se čudi, pa se ne more verjeti pred mano, pa ono, pa drugo, pa študira, pa bi ga jaz, ali ga ne bi, ali bi ga, ali ga ne bi. Pa se vsedeta, oba lepo pojejo, pa se Janša vstane od omizja, pa reče, naj vam zaupam, dear ladies and gentlemen, jaz sem bil tudi magician, ko sem bil majhen, in vam zdaj pokazal en trik. Pa stopi tja do mize, ne, ko so oni pogrinki zlati, vzame pogrinek, ga dvigne. No, to vidite, kaj je. Yes, reče oni. Evo, Janša da to lepo podreklic, pa reče, no, zdaj pa ugante, kje je ta zlati pogrinek. Pa si čudni, kaj te ne bomo vedeli, Janša, not ga imate, ne? Pa reče, no, Zoran, prosim, ustani. Evo, to ti je politična šala.
To ni bilo Janša Klemenčiča. smokne, Janković najebe. Tak je to, politična šala, jaz temu pravim. No, zdaj gremo na muziko dalje, ne? Gremo spet na Primorsko? Kam na Primorsko? Glej, kako malo harmoniko ima. Joj, kak ima malo harmonije, upam, da ima kaj drugo vešče. Ja, zdaj sem te tako slikala, da sem videla, kaj si ti slikal. Te boma dala na face, Bog, veš. Ker zdaj iščem nekaj, kaj tak, so rekli teta, da imam zakasneli profil. Tako da te more malo updatati, ali kak se reče, ne? To bom zdaj jaz tega iščem, veš, kak bi. Tam sem enega fajn slikala, sem se mu pleša preveč vidi. Pa je nekaj začel provocirati. Pa gledam, kjer je tak lušen, da bi ga lahko na sliko dala. Ja, tu ni v prvi vrsti. Ne še tu, ti zbire. Režiser je lušen, ne? Samo bi se ga prehitro navadila. Ja, ne morem slikati, ne? S tabo bi se slikala, sam bi ljudi drugače misli. Veš? Vse veš, to ti Slovenije, vse možno. Ti pepca se nič ne smej, si ista. Ne se pa ne smejiš. A gledam, kjer je. Ti bi bil dober, ne? Ker ti imaš tak nasmeh za 1000 evrov. Sploh, če bi jih dobo, ne? Bi se smejal. Nimam nagrade. Ja, oni Kodrič, Kodrič je, ne? Tako računa, veš, Jezus. 2 svije pa 3 krove. Ja, to režiserja bi imela, vse sposoben det, ne? Kako on rad meša? Jezus Marija. Teta Tončka, Ja, kaj sem jaz to prej o nekih svinskih polovicah slišal? svinske polovice. Ja. Ja, to sem že enkrat pelala nekam, pa se ni dobro išlo. Ne pa nekega Kodriča sem omenjala. Kodriča, Ja. ti si tak podmaza, da se teče. Vse sem slišal. Kaj imaš pa tole? Ja. Ne, to imam pa za nagrado za fotogeničnost. Aha. Ta pubec je strašno fotogeničen. Poglej, ti pa mu daj, ne? Samo hitro spravi, ker to ti je malo odlačno. Kaj zdaj gledaš, pusti? Aha. Daj naprej komu, ko si je luška. Le, tukaj v prvo vrsto, poglej, ti so A, ja, tako to- v prvi vrsti ne upajo nikamor iti. Ja, v prvi vrsti so Malo sami luškani. razdeli to čokolado. Samo razdelim. Kar Ja. deli tukaj. Kakšne okuse imate radi? Vseeno, ja, jaz Ivo, tudi. mikrofoni zapri, da se ne bo slišalo. Evo, Ker bom naše napovedal tebe eno naslednjo točko. čokolado. Kamera na mene. Pozabimo teto Tončko, naj deli to čokolado. Kajti nekako se bomo spomnili pesmi Uspešnice, ki je nastala na oddaji Poglej zadeni dobrih 20 let nazaj, a ponovno so se po desetletju zbrali tisti, ki bodo prepevali Vem, jokala bom. Eno izmed zimzelenih Amigos. Teta Tončka, pa ti jočeš. Ja, če bo konec. Naj te potolačim, ni še konec, še bo dišalo po Dalmaciji, pa še bomo slišali eno premiero, pa en mini koncert bo. Saj se ne jočem za to. Kaj pa? Ja, penzija bo konec. Ki imam to je zdaj novi robček za upokojence. Se mi zdi, da se ti s penzijo brišeš. Ja, gor nam naslikajo, koliko je norov. Več jih ne bomo videli. Ja. Pa zdaj sem čula, da je Janković, da je tudi žalosten. Zakaj? Je, ker ne more več Jurček na bankomatu dvigniti. Čakaj, vse pa je vse redo z bankomati. Ja, v Sloveniji, ja, na Cipri je jebeno. Pustiva zdaj Cipr, kajti res kmalu bomo slišali premiero. Mene pa zanima, ti imaš vrsto let tako odlično pričesko. Ja, to imam res, ja. Kako to? Odkot? Ja, ne vem, nekaj mi jo naredijo, ne. Sama ni zrasla taka. V Benediktu mogoče? Ja, tu hodim frizerki, samo ne bom zdaj se jo hvalila, kjer hodim. Po mojem k Mariji, budi Marija. Kako ste hudič vedel, kaj ti imaš tu zastojn? Ne, jaz jo sam naredim. A ja, a tak. Ja, Samo je fajn, veš, še kavo da, še kaj za jesti zraven. pa ni čudno, da nima Takoj si bolj še penzije. bolje ratala, vidiš? Super, še bolj, če boš, ker so tukaj. Obvezna smer. Jezus.
Neobvezna smer. Ja, se Jezus tudi gre obvezno. Kako so se lepo poimenovali, tudi se držijo, obvezna smer. Kako fino je priti čez velika vrata na oder. Velika vrata. Le, Gardelina 2. Gardelina 2. Pa, kje te prva je? Zato, ker sta samo dva. A dva sta, Jezušek moj. Ti samo... A greva dol? Ja, Mladen je pa prijelo moje zdravilo. Zakaj? Tak je kosrjak, samo trese koleno. Koleno ga več nič ne boli, Ne se mi boli, zdi. pozabo je. Sicer pa upam, da ste uživali nocoj, veliko dobre glasbe, presenečeni, bilo kar nekaj tudi za najo, konec koncev, ne? Ja, sploh ti si me presenetil. Čokolada je bila dobra, Kaj čokolada, pol tone. pa gumijasti bomboni tudi. Fajn je bilo, no, jaz sem se lepo imela. Jaz tudi, kaj pa vi, da slišimo z aplauzom. Jaz sem se fajn imela. Fajn je bilo. To je upanje za že naslednji koncert. Ja, Ne? točno tak, ja. Ja. Točno tak, na Cipri ne znajo tako ploskati. Se mi zdi, da mora dol nekdo rdečem rekelcu prihajati zadaj. A ja? Dame in gospoda, Mladen Grdović.